Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Dobrodošli v kraljestvu domišljije, podcastu Lutkovnega gledališča Ljubljana. Smo zgodbe, ki jih slišimo, in smo zgodbe, ki jih pripovedujemo. V drobno odmerjenem besednem tkivu se gosti zbranost. V trenutku, ko se ima prepogniti v tišino, njen jambor zatrese glasba. Med senco in očesom, ki vse vidi, se naproži lok sanj in vsega, kar je med njimi. Likovna podoba gledališke stvaritve Kitov Popek je pognala na ramenih scenografke in kostumografke Larise Kazič ter avtorice in izdelovalke lutk Polone Černe. V Kitov Popek vstopamo skozi napete membrane. Ena njih je pripovedovanje. Pripovedovanje se izteše iz drugačnega sveta, notranjega, drugega podsveta, kjer domujejo zgodbe. Tam v podsvetu se neogibno srečamo z ranjenim, tudi nedokončanim, a navsezadnje zdravilom zanju. Vida Cerkvenik Bren, režiserka, katere simbolne podobe ste umesili v pripovedovalsko testo Kitovega Popka? In dobrodošla. Hvala lepa, zelo lepo si to povzela. Zanimalo nas je oživljati simbole in oživljati mite, ki so del naše kolektivne podzavesti, in prebirati zgodbe, predvsem izročil tistih staroselskih ljudstev, ki še živijo ali pa so pred kratkim še živela zelo v stiku z naravo. In ob tem nismo želeli se odločiti za eno zgodbo in jo uprizoriti, tako kot bi uprizoril recimo Rdečo kapico, ampak nas je bolj zanimalo nekako oživljati simbole in oživljati mite kolektivno. Šli smo v en kolektivni proces. Se pravi, to, kar je v mitih tudi zelo performativnega in kolektivnega, to nas je zanimalo, ker vse te zgodbe so včasih, se pravi pred pisano besedo, niso obstajale na papirju ali v muzeju ali v knjigah, ampak jih je nekdo mogel pripovedovati in ob tem je najbrž nekdo nekaj pel ali glasbil, nekaj mrmral, mogoče celo smo vsi skupaj bili del tega performativnega mita nekako. Kit je simbol modrosti in skladnosti, tudi vse povezanosti v svetu narave. Gotovo ni naključje, da se 33 gledalk in gledalcev posprehodi v Kitov trebuh, da bi tam uzrli pomemben košček sveta, svojega notranjega sveta, nemara. Ja, vsekakor smo želeli preobrniti pozornost gledalcev na notranji svet in na domišljijo, zato ker je zelo potrebna sestavina pri kreiranju novih rešitev, pri tem, da gledamo iz škatlice ven, kakor se reče v angleščini, out of the box stvari. Kit je bil naš osreden simbol ali pa motiv. Jaz sem preživela lansko leto 8 mesecev z svojo družino v avtodomu na Novi Zelandiji in tam se nam je zgodila ena taka posebna dogodivščina, da v Mahiji, ki je eno tako mesto tam ob morju velikosti naše Borovnice, je nasedlo 42 kitov. In smo gledali in doživeli to, kako so nasedli in ljudje so jih potem spravili nazaj v morje in so šli za vogal in so potem tam nasedli in pač umrli, te kiti. In ob tem sem začutila, da je to tudi za te ljudi tam nek simbol te skrivnosti, kaj se pravzaprav dogaja z naravo, z kulturo, ki nekako v naših glavah postajata vse bolj dve ločeni stvari. In poslušala sem veliko zgodb o kitih lokalnih prebivalcev, Maorov in tako. Od tam je prišla ta iniciacija, da pravzaprav gradimo enega velikega kita, v katerega grejo gledalci. 33 je ena posebna številka. Mi ne želimo pravzaprav, želimo, da si vsak poveže te dele, te naše zgodbe na svoj način, tako da namensko narativ ni zelo jasen, da bi ga vsi mogli razumeti na isti način ali pa da bi bil nek končno sporočilo zelo jasno, ki bi ga hoteli na pladnju prinesti ali pa komu ubijati v glavo, če tako se reče. Ampak kit je tukaj pravzaprav simbol
preporoda oziroma simbol odpre svoja usta in v njem je drug svet. In tako kot v teh zgodbah, v Kitu Kit nudi svoj trebuh kot maternico junaku, da se prerodi in da potem pride ven drugačen, z novimi močmi, bolj zrel, skratka prerojen. In ideja je bila, da vsi potrebujemo v bistvu tak prostor v svoji notranjosti, da lahko potem naven delujemo prerojeni, ne, oziroma sigurno nisva in nisem edina, ki zaznava, da je človeštvo na takšni točki, ko so potrebne neke spremembe. Kit, tudi ta dogodek teh nasedlih kitov, je tudi en simbol te okoljevarstvene krize oziroma iskanja rešitev zanjo. Mi sicer to komuniciramo v drugem planu, neposredno pa z otroci želimo eno izkušnjo izpeljati, ki njih v njihov notranji svet vleče in daje pomen njihovemu notranjemu svetu in doživljanju, kar je tudi se izkaže v bistvu to, kar iščemo zunaj, pa potem najdemo notri. Na ramenih pripovedovalca, pripovedovalke se vselej pritipljamo do arhetipov, drugače ne gre. Tokratna pripovedovalska ramena so tudi govoreči kamni, kaj ne? S katerimi prav vzori nas soočijo vida. Ja, govoreči kamen ali pa pojoči kamen je ena podoba, ki se v različnih izročilih mitoloških najde. Nam se je zdela taka že sama na sebi močna podoba, ne? Ker združuje neke na videz nezdružljive stvari. Kamen je trd, kamen je nem, kamni so nemi, ampak naša domišljija jih lahko povzdigne v priče preteklosti. Lahko si predstavljamo, da imajo kamni zelo veliko zapovedati, ne? Da so pravzaprav že zelo dolgo tukaj in da so že veliko doživeli. In med drugim smo brali 2 zgodbi severnoameriških staroselcev. Ena je takšna, da gre en deček na lov in se spotakne ob kamen in ta kamen začne govoriti in mu pripoveduje zgodbe. Deček mu pa v zameno za te zgodbe daje ptice, pa v nekih različicah zgodbe celo mu nosi tobak in razne stvari v zameno za zgodbe. Potem pa povabi še prijatelje, skratka, počasi cela vas hodi obiskovati ta kamen in ta kamen pravzaprav pove tej vasi vse zgodbe, ki jih to ljudstvo pozna oziroma na katerih temelji potem svoje odnose, rituale in tako naprej. Druga zgodba pa je bila o enem odraščajočem dečku, ki v sanjah sliši glas, ki mu pove, da naj poišče pojoči kamen, ki je tudi zdravilni kamen. In se odpravi iskat ta kamen in ima veliko dogodivščin, ampak ga ne najde. In ko se vrne nazaj, ga starešine posedejo v svoj krog in ga pozdravijo in rečejo: dobrodošel pojoči kamen. To je pravzaprav to njegovo ime, ki ga je kot odrasel del te njihove skupnosti si prislužil nekako s to dogodivščino, se pravi, je nekako bil na poti, da najde sebe. In te 2 zgodbi sta se nam zdeli zanimivi in od tam smo vzeli ta kamen. Potem je pa ta kamen začel dobivati eno svojo dinamiko in eno svojo pot v tej predstavi. Tako da zdaj pravzaprav si lahko predstavljamo, otroci si to dejansko predstavljajo, da cela predstava pride iz kamnov, ki jih imajo oni v roki in jih nastavljajo k ušesom in poslušajo, in iz teh kamnov potem preko igralcev pridejo zgodbe, zvoki, pesmi. Besedna sestavina, če te na tem mestu prestrežem, je natanko odrezana. Kaj ne? Res je. Torej pripovedujete s številnimi sredstvi, tudi besedami, a sramežljive je. To se je bržčas zgodilo v procesu evolucije predstave, kaj ne? Njenega porajanja. Ja. Da so besede nekako postale odveč.
v prostoru bližine. Res je, čeprav smo potrebovali besede in trenutno jih še nekaj potrebujemo, par jih je še v predstavi, ampak tudi te besede se počasi umikajo, interakciji, energiji, zvokom. Besede smo že od začetka uporabljali v bolj poetičnem smislu, se pravi, ta beseda ni tako določna, ker sem rekla, smo hoteli res pustiti prosto pod domišljiji in interpretaciji vsakega posameznika, da si sestavlja svojo zgodbo, glede na to, kaj trenutno doživlja. Je pa res zanimivo te besede. No? Začeli smo brez, potem jih je bilo nekoliko več, potem jih je bilo še več, potem jih spet ni bilo nič, potem pa smo jih spet zdaj potrebovali. Mislim, da tudi zato, da en z drugim skomuniciramo, kaj pravzaprav je naša skupna pot, se pravi avtorske ekipe in pa igralcev. Ampak čuti se, da bolj ko se besede umikajo, bolj se razumemo, tako kot se čuti tudi včasih med ljudmi, da je ta odsotnost besed lahko tudi pokazatelj tega, da se razumemo. Da, kako lepo rečeno. In imenito, da je predstavo zapeljalo pod ta soj. Prav posvečeno se sliši. Vida, menda smem reči, da si ena izmed zastavonoš artivizma, angažiranega uličnega gledališča. Tam sem te najprej doživela. Kako si naselila to obliko in kako jo čutiš danes, v tem trenutku, ki je srce parajoč na toliko načinov? Jaz pravzaprav v umetnosti in v gledališču, ki ga počnejo moji kolegi, vedno čutim neko poslanstvo, še vedno čutim poslanstvo odzivanja in artikuliranja in komuniciranja tega, kar se nam dogaja v družbi ali širše, ali lokalno, ali pa še širše nekako kot človeštvo danes. Odziva na različne načine. Nikoli nisem bila zelo pristašica tega, da bi zelo direktno se navezvala na aktualno politično ali pa družbeno dogajanje, ampak veliko razmišljam o tem, kaj ljudje pravzaprav danes rabimo, kako se lahko povežemo, kje lahko najdemo izhode, dobre rešitve. In v tem smislu je tudi ta predstava, ki sicer nagovarja otroke, namenjena temu, da otroke začara in jih popelje v nek svet, ki je, jaz mislim, rešitev oziroma se danes dogaja nek disbalans, da je ta notranji svet in tudi svet domišljije premalo v ospredju oziroma premalo vrednosti se mu pripisuje. Ne, ker domišljija ni za okras, ampak brez domišljije ni nekega smisla, osmišlja svet. S pomočjo domišljije svet osmišljamo in naše odnose in tako nekako vidim tudi, da vse, kar se nam dogaja, je tudi posledica tega, da veliko stvari iščemo zunaj, ker polnimo neko praznino, pravzaprav je pa vse v notranjem svetu, ki je bogata, ne, in manj je več. Domišljija torej kot ultimativna stvariteljica. Hvala, Vida, za tvojo tankočutnost in za tvojo silnost hkrati. Kiti, dobrodušni orjaki potentno naseljujejo človeški imaginari. Inuitska mitologija šepne, da so se kiti porajali iz odrezanih prstov boginje Sedne. Starodavna kitajska mitologija opisuje ribo z rokami in nogami moškega, ki da je nekoč vladala morju. Ne gre pozabiti na maorske jezdece kitov. Največji morski sesalci so naposled duhovi globin, utelešajo skrivnosti nezavednega noči, podzemnega sveta. Jurij Bobič, dramaturg in avtor, kako ste speli lovke novozelandskih Maorov, avstralskih aboriginov in severnoameriških staroselcev?
Ja, kot ste omenili, zgodbe o kitih naseljujejo cel planet, v resnici, ne? Tako v Novi Zelandiji, Avstraliji, Severni Ameriki. In čeprav gre za zelo raznolika bitja, ker ne gre vedno samo za kite, gre za neke podmorske pošasti, lahko gre za neke velike ribe, lahko imajo tudi kakšne pritekline, te pošasti, pa so vseeno zgodbe pogostokrat precej podobne. Še posebej, ko gre za stik človeka s to pošastjo, še posebej takrat, ko jo pogoltne. Ti junaki teh zgodb ali te liki zgodb se srečajo potem v tem kitu z nekim drugim svetom. Se potopijo s kitom v to globino pod vodo, v podzavest in tam seveda vladajo druga pravila. Lahko srečajo različna druga bitja, druge ljudi, zakuri ogenj, tako naprej. Ampak vedno gre na nek način srečanjem z njimi samimi, z neko globino njih. To je bila tudi nekako naša začetna točka za to kit, zato se mi spustimo v njega, da izkusimo lahko nekaj novega, nek drug svet doživimo. Če je svet izgubil središče, to pomeni, da je središče lahko kjerkoli, tudi v nas samih. Ustvarjalci uprizoritve Kitov Popek spomnite na preudarek pripovedovalca, znamenitega avtorja, poznavalca mitologij Michaela Meada. Planet je v nemislivih škripcih in mi v temni noči njegove duše. To je na svoj način privilegirana izhodiščna točka tudi po Meadu. Približani smo semenom domišljije, ki jih lahko posejemo za nič manj kot vnovični zagon življenja in morebitno zdravljenje, celo ne le osebno, temveč tudi na kolektivni, bržčas planetarni ravni. Ja, Michael Mead je res v tej liniji razmisleka, v bistvu nadaljuje na nek način že Jungov premislek, ko združuje različne premisleke iz različnih koncev sveta, različne mitologije, različne zgodbe, motive in v njih išče v bistvu pot naprej, pot nekega za njega zdravljenja. Za nas v predstavi to ni bilo tako pomembno v smislu res te, kako bi rekel, nimamo te intence, seveda, ko ima mit, ki v bistvu govori o nekem kozmološkem redu, pa vendar smo si sposodili od njega marsikatero idejo in ta je ena izmed njih, da v resnici lahko, ko smo izgubljeni, ko je svet deloma iztiril iz tirnic, lahko v bistvu to svojo moč najdemo znotraj sebe. Ne? Skratka, če ni središča, potem je lahko rešitev tudi v nas samih. Ne? Če smo izgubljeni v temnem gozdu, v bistvu rešitev že imamo. Samo spomniti se jo moramo in ta okolica nam lahko pri tem pomaga, mi lahko potem sami najdemo pot iz te teme. In v maternici življenja, torej v prevodu, v kitu, se srečamo na skupni točki, na stičišču, kjer uzremo vse povezanost. Pravzaprav se tudi sami nemara izkažemo za vsevidne in smo tedaj v tej vsevidnosti najboljša opora sebi in drugim, nenazadnje. S premislekom Rachel Carson, ki nosi predlogo še ene prima predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana, Mali nauki o čudenju. Bolj, ko bomo osredotočeni na čudesa in stvarnost vesolja, ki nas obdaja, teže bomo uničevali, tako gre njena misel. Otvorim tole poanto. Kitov Popek z odločnim klicajem preuprašuje odnos človeka do narave, kaj ne? Kako se približa tej rani? To je resna, globoka rana. Ja, mislim, da je ključ tukaj pri zgodbah, motivih raznih staroselskih ljudstev, od katerih smo si sposodili koščke, ki so postali del te predstave, del motivov. In sicer to, da v bistvu ni jasne ločnice med nami in našo okolico. Da ne ločujemo med človekom in naravo kot tako, da smo mi del tega stvarstva, tega sveta in da v bistvu
bodi si živali, bodi si kamni, rastline, so na nek način naši bratje in sestre. In če na ta način začnemo razmišljati o svetu, če naredimo ta paradigmatski preskok od tega bolj zahodnega načina razmišljanja, kjer jemljemo stvari, živali, rastline kot nekaj, kar je bilo dano na ta svet za nas, ljudi, če se odmaknemo od tega antropocentričnega pogleda, potem mislim, da tudi rešimo vse ostale težave povezane z našim odnosom do okolja, ker naših sorodnikom ponavadi ne škodujemo našega doma, globalnega, ne. Ponavadi, če ga jemljemo kot naš dom, mu ne škodujemo. Skratka, mislim, da je prav ta razmislek tukaj bistven, da smo mi na nek način skrbniki naše okolice in lahko služimo, ne pa obratno, da v bistvu ona mora služiti nam in nam nekaj dajati. Juri, kaj je vam prineslo potovanje? Pol leta je približno trajalo v trebuhu mogočnega kita. Na kateri točki ste se srečali? Samim seboj? Kaj bi porekli, če ni to pretirano osebno? Ne, sploh ne. Mislim, moram reči, da sem odkril ponovno fascinacijo ravno nad temi zgodbami, ravno nad temi v bistvu bogastvom tega v bistvu premisleka, ki mogoče ni je obeseden veliko bolj preprosto in na nek način ga včasih otroci veliko lažje in direktno doživljajo kot odrasli, ampak je pač absolutno vreden, mislim, da za vse nas v vsakem trenutku svojega življenja. In to, potem pa drugi del je bil pa seveda tudi stik z soustvarjalci, ki pač vedno ponuja veliko doživeti problemov včasih, ampak ko se ti rešijo, je absolutno bogatstvo v tem soustvarjanju znotraj neke večje skupine. Tako da to je pa vedno užitek. Tokratno srečanje sem otvorila z besedami: smo zgodbe, ki jih poslušamo, in smo zgodbe, ki jih pripovedujemo. Vam se na tem mestu torej zahvalim za zgodbe, tudi tiste brezbesedne, ki jih pripovedujete, za žlahtna stikanja tu in zdaj. Hvala vam, Jurij Babič. Tudi vam hvala za povabilo in za razmislek, refleksijo. Miha Arh, dramski igralec, animator, glasbenik. Pahljača tvojih vlog je široširna. Tankočutni gledalec te prepozna v kompleksnih odrskih izvedbah, ko pripoveduješ z vsakovrstnimi sredstvi, glasom, telesom, glasbili in kakopak lutkami. Z lutko kot temeljno sogovorko si se prvikrat pristno, čisto od blizu, bržkone srečal nekaj več kot 2 decenija nazaj. Je bilo to v predstavi Palček ali se motim? Je bil to nepreklicni, formativni trenutek za tvojo umetniško pot? Povej, prosim. Je res, je Palček bila v bistvu prva predstava, v kateri sem uporabljal lutke, oziroma animiral lutke. S tem, da zanimiv, recimo bi že rekel, tak mejni moment, prelomni, je bil po moje že takoj po akademiji. Sošolcem Debrejo sem v bistvu prvič v Lutkovnem gledališču že delal predstavo Rumeno čudo, to je bilo leta 1999, kjer smo igrali pač igrane vloge ob lutkah in smo bili v bistvu tako nek tak sogovornik, probali smo pač biti lutke tudi mi, tako da v tem smislu nekako je bila tista predstava. Ampak da bi pa prav lutko imel prvič v rokah, je bilo pa v mini teatru, po moje, tam okrog 2000 ali pa mogoče še kakšen let kasneje, se pa res ne spomnim, ker sem pa prvič prav imel lutke, tisto predstavo režiral Palček, je bil naslov, predstavo je režiral Pavel Polak, tako da sem prvič spoznal malo to češki pristop do lutk. Tako da od tam naprej, vsekakor pa nisem jaz takrat še preveč bil za lutke. Sem imel še druge neke iluzije. Moram pa še podarno, že ko se želi pri tem,
Da, ko sem pa pol, recimo 2005, sem bil pa potem zaposlen v Lutkovnem gledališču, a ne. In tam sem pa potem zelo hitro spoznal, da je to nek medij, ki je mogoče meni najbližje in da me najbolj zanima. No, tako. Kaj ga dela tebi, tvoji občutljivosti tako bliskega, ta medij? Kaj je v lutki tako brezčasno očarujočega, skrivnostnega, nemar? Ja, ne vem, zdaj teh čarovnij je velika, ne, ampak tako meni mogoče najbolj paše to, ker lahko velikokrat pri lutki takoj vidim, kaj delam, a ne. Pri tej dramski prezenci ali pa kakorkoli, se lahko zanašaš izključno na občutja, zdaj kako se tebi zdi, da to zgleda, a ne. In pač od tega, kaj ti potem drugi povejo, kako je to res izgledalo, ne. Tle pri lutki je pa vsem tako že ta komunikacija toliko direktna, ne, da že sproti malo vidiš tako, kako ona reagira, kakšne ima zakonitosti in tako. Pa nasplošno pač lutka kot taka pač ni samo pač igralec z glasom in stasom, a ne, ampak je vse pač in še več, a ne, pač ni nekih strašnih omejitev in tudi, tako bom rekel, kar mogoče ni glih plus, ampak v Lutkovnem gledališču se mi zdi, da tudi malo bolj ohlapna dramaturgija lahko gre skozi, a ne, tako da pač če nekako vizualno ali pa izkustveno recimo predstava dovolj močna, je mogoče tudi včasih dramaturgija lahko malo pomanjkljiva, pa je še vedno zanimivo. Kitov Popek spoji poteze fizičnega, interaktivnega gledališča, gledališke improvizacije in lutkovne animacije in jih pretanjeno ozvoči z živo glasbo. Uprizoritev je plod kolektivne ustvarjalne moči, radi poudarite ustvarjalci. Kako ste pridodajali v kotov skupne stvaritve? Na tem mestu moram povedati, da imamo opraviti z največjo lutko v zgodovini Lutkovnega gledališča Ljubljana. Juhej, Miha, zaupaj prosim, kako dinamičen je bil ta proces? Tako radi bi na nek način sprožili neko iniciacijo v ljudeh. Tako, sej, mogoče malo podoben temu, kar sva midva skupaj nekoč počela. Ne vem, pač, ko smo delali z Matijo Solcetom, Moče rade gre čez cesto. Tam je bil kar podoben princip. Tam smo imeli pač ta zunanji del, kjer smo povabili ljudi pod naš svod. V maternico so nekateri tudi razmišljali. Maternico, tako vidiš, ne. Tam smo jim izvedeli neko magijo, neko iniciacijo in na koncu smo jih pripeljali do neke, recimo temu, katarze. In podoben je tudi tukaj. Tukaj isto povabimo ljudi noter v tega kita in potem imamo skupaj noter nek, recimo temu, obred. Da, ki se sklene s koncertom, pisano z ja, verzalkami. Zdaj bova vse povedala mogoče. A jaz vita nekaj. A ja, to je že pase. Je že bilo, v bistvu je že bilo. Vsaj za nekatere izmed gledalcev. Ja, zaključi se pa s koncertom kot nekim trenutkom praznovanja, proslavljanja zdaj te preobrazbe. Kaj lahko zaupava, kakšna preobrazba pravzaprav vznikne? Namreč skozi govorico arhetipov se gledalci, gledalke srečajo s strahovi in so navsezadnje opolnomočeni, da jih uzrejo in premagajo, ali je to hiperinterpretacija? Ja, mislim, da jim ponudimo neko, kako bi temu rekel, neko idejo o tem, kaj bi to lahko, ne kaj, ampak neko idejo o tem, kako bi oni lahko mogoče prešli te strahove oziroma premagali svoje strahove. Načeloma je odvisno seveda od gledalca, kakšni starejši, ki bojo imeli mogoče tudi problem se kitu prikloniti na začetku, se ne bojo mogli niti pač vstopiti v ta svet, če bojo imeli pač to težavo. Ampak stvar pač percepcije oziroma bi rekel gledalca,
s kakšnimi strahovi se vsak posameznik spopada. Ja, vsekakor jih ne pustimo brez moči. Kot si že namignil, neredko umetniško soustvarjaš z Matijem Solcetom, v čigar stvaritvah ob očitnem etičnem imperativu in redki budnosti za številne družbene patologije gradita, navajam, ludistično razigrane in animatorsko skrajno inovativne svetove, konec navedka, če se poslužim recenzentkine ocene. V seansi Bulgakov, nagrajenem predmetno-lutkovnem brainstormingu, ste dekonstruirali veleroman, da bi pronicljivo obsijali resnico in laž. V temnici ste enkrat več odgrnili težko tančino z boleče aktualnega družbenega trenutka. Ta hip pa s predstavo Mesarica neomajno daljšate seznam lovorik, mali človek se upira, aleluja, med Norveško in Japonsko, Parizom in Loško dolino. Kaj porečeš na vse to? Ja, mislim, tako bom rekel, da se počutam Doma? Ustvarjalno gledano? Zdaj, doma. Ne doma. Ne doma, ne. Ampak se počutam pa na nek način blagoslovljenega, da imam to priložnost. No, tako bom rekel. Tako da od Matije se učim, tako že od začetka. Probam se učiti in ja, mislim, vsekakor mi je strašen vzor in verjamem, da ne samo meni, ampak ja, no, tip je nora, ne. Tako da v tem smislu je tudi pač stvari delati z njim zelo sproščeno, ni nobenih strašnih pritiskov, načeloma kakor komu paše, ne. On tudi zelo jasno ve, kaj bi rad, tako da načeloma je pač žurka delati z njim in pol pač, če pa še toliko, če pa možnost potem s tako predstavo še gostovati pol in navadno v njegovih stvaritvah, mislim, smo ljudje vedno precej navezani drug na drugega, ne. Tako da se radi družimo, ne, tudi ko nimamo obveznosti skupnih. V 15-metrskem orjaku tudi ti zagotovo doživiš eno vrsto očiščenja. Oziroma, kaj natanko tebe, Miho Arha, umetnika ali pa najprej človeka, doleti tam v trebuhu orjaka, duha, globin? Je. To je neka strašna iniciacija, ko v bistvu za nas, po moje vse, ko smo v tem ustvarjalnem procesu vpletenja, ne, traja tako od začetka. Ne. To je kar, bi rekel, čistokrvni, bazični, primatni proces in obred in očiščenje čebelice in trobentice in kosilnice in kit. In ne nazadnje tudi kit. Hvala lepa, Miha Arh. Ja, z veseljem. Teja Vidmar, si ustvarjalka na področju uličnega gledališča, glasbe in vokalnih performansov. Tvoje osrednje kreatorsko telo je glas. Telo, glas, prostor. Kako v omenjeno trojico vrišeš sanje? Ja, pozdravljena. Sanje so vse prisotne. Tako da jih v bistvu vlečemo vse tri konce in sanje hkrati, ne vem, prihajajo iz mene in ven iz mene in nazaj v mene. In so gotovo v nekem oziru, vsaj tu in tam tudi ustvarjalke, ali so ustvarjalke, torej tkavke tvojih ustvarjalnih postopkov? Absolutno, ja. Vse sanje so v bistvu neki občutki, misli, nezavedno, ki je potisnjeno notri, ne, vse to in iz njih pridejo ven vse, tako neki gledališki občutki, ne, ki jih v bistvu poustvarjam, melodije in vse to, ne, nekako
je to vse prepleten. Ali pa, ko je postopek mal daljši, pa sanjaš stvari, ki jih delaš čez dan, pa ki predrugačiš, pa pride spet nazaj ven v realnosti, mislim, v tem stanju budnosti. Teja, si izjemna ulična gledališčnica in nadsijajna vokalistka. V predstavi Kitov popek se srečata oba obraza, obe koži. Kako natanko se soočita? Ja, tako, ja, v bistvu uporabljam te neke svoje zvokce, ki so malo bolj nenavadni znotraj lika, ki v bistvu tudi s tem zelo veliko vpelje neke igrivosti, ki jo rabim s tem, da sem v interakciji z otroci oziroma z občinstvom. Tako da je v bistvu taka lepa kombinacija tega, ki se lahko z njo igram. Ker si tako posebna umetnica, tako čista v svoji legi, kako svojemu glasu gradiš telo? Ali če se pripnem na aktualno uprizoritev, kako tvoj vokal odmeva v kontekstu predstave Kitov popek, ki vendarle stopa po stezicah kolektivne podzavesti ali, če hočemo, kolektivnega nezavednega, ki sooča daljne kraje, čase, ne nazadnje. Tako je bilo. V bistvu z Vido sva se tako pogovarjali tudi, na kak način jaz delujem, ne, kako v bistvu tudi ustvarjam glasbo, ki je manj matematična, manj v bistvu precizna, če se lahko tako izrazim, ne, ampak je bolj emotivna, ne. In da mi je v bistvu čisto enostavno, mi lahko rečeš, ok, jaz hočem te ta občutek, naredi mi melodijo, naredi mi glasbo iz tega. In pol pač gre v bistvu preko tega, ne? Tako da v bistvu je malo bolj sansko, malo bolj nezavedno, kar prihaja, ne? Malo bolj iz tam nekje pač. Tako sem v bistvu, prišla pa z nekim materialom, ki je bil iz tega principa, ne? In smo ga potem nekako upeljali noter v predstavo, pri čemer je Filip potem to naredil še malo bolj glasbeno, da je potem zadeva še bolj funkcionirala v celem kontekstu. Orjaški kit je lahko zelo hvaležno izhodišče prav za izgradnjo izrazitega emotivnega loka, glede na to, kako močan simbol je, kako izrazito nagovarja iz, rekli bi, pračasa. Kako si ga pa ti začutila? Iskreno, zdi se mi, da bojo te pravi občutki še prišli. Ker danes smo šli v bistvu prvič na nek način s publiko čez, tako ko ne bi bilo, no, se verjetno bomo še marsikaj spreminjali, ampak tako da se mi zdi, da v bistvu ta nek odnos s kitom, ki ga tudi jaz kot lik rabim imeti že od začetka, sem v bistvu začela šele zdaj vzpostavljati. In se mi zdi, da v bistvu se šele zdaj določene vsebine, se mi zdi, da mi šele zdaj prihajajo noter v telo in v podzavest in pol v zavest. Tako se mi zdi, da v bistvu sploh tega odgovora še sploh ne znam dati. Se mi zdi, da bom rabila zdaj malo živeti, malo tudi te odzive, ki sem jih danes dobila od otrok, ki sem jih srečala na poti na stranišče in so bili pol že čisto navdušeno in me razlagali malo o odzivih, kaj so čutili, kaj so doživljali, kaj so razumeli, kaj so videli, kaj so slišali in skušali tudi to ponašati. V glavnem tako, se mi zdi, kot da so mi začeli dajati v bistvu, to je ta kit, to je v bistvu to. Tako da se mi zdi, da zdaj bo počasi šele začelo živeti. Da bo vajno zavezništvo, ki bo notranje razgaljalo, šele zares vzpostavljeno skozi več ponovitev. Tako. Ja, ker vse je pot. Najlepša hvala, Teja. Hvala tebi, Tjaša. Za skupen košček poti. Prisrčna hvala tudi vam, spoštovano občestvo. Bili smo v kraljestvu domišljije. Znova kmalu. Dotlej pa naj velja, bodite nezaslišano lepo. Srečno.